Živijo, jaz sem Tim in me zanima veliko stvari. Večina izmed vas sicer največ informacij pridobi s pomočjo posredovanja svetlobe. Jaz pa sem slep od rojstva, zato te informacije zbiram drugače. In danes jih bom samo za vas zbral na razstavi o svetlobi. Pridite z mano. Zdravo, jaz sem Res. Zanima me, kaj sploh je to svetloba? Je to neko valovanje ali so to delci? Učenjaki so potrebovali kar 2000 let, da so ugotovili, kaj to je. Odvisno je od tega, na kak način jo opazujemo. Včasih se obnaša kot valovanje, včasih pa kot delci. S kakšno hitrostjo pa svetloba potuje? Najprej sploh niso znali ugotoviti, ali je hitrost svetlobe neskončna ali ima neko končno velikost. Danes pa vemo, da je svetlobna hitrost približno 300.000 km na sekundo. V svetlobi pa se skrivajo tudi različne barve, a ne? Svetloba, ki k nam prihaja od Sonca, to je najpomembnejši vir svetlobe za nas, nam deluje, kot da je bele barve. In tudi rečemo bela svetloba. To svetlobo pa lahko recimo neko stekleno prizmo razklonimo in pojavijo se mavrične barve. Slišal sem, da imate na razstavi tudi indikator za barve za slepe. Kako deluje? Svetlobo pretvori v zvok, zvočno valovanje. Barvo svetlobe pa pove višina tona. Moj stalni pripomoček je bela palica. Katere druge pripomočke za slepe še imate na razstavi? Zanimivo je recimo brailleometer, kjer so z pikicami oziroma z bunkicami označeni centimetri. To je naprava, ki jo daš v kozarec in potem, ko naliješ vodo, zapiska, ko je poln. Zakaj pa ljudje s pomočjo svetlobe vidijo? Vid deluje tako, da mora najprej svetloba pasti na nek predmet, ki ga gledamo. Od tega predmeta se svetloba odbije in pride v oko. V očesu, na mrežnici se ta svetloba pretvori v električni signal, ki gre v možgane. Možgani pa potem iz tega ustvarijo sliko, ki jo mi vidimo. Ljudje so vedno želeli videti stvari, ki s prostim očesom niso vidne. Kateri pripomoček pa je najbolj zaznamoval človeško razumevanje sveta? Tukaj bi jaz rekel, da sta dva taka pripomočka. Eden je lupa ali bolj mikroskop. Ti naredijo vidne podrobnosti, torej povečajo stvari, ki jih ne vidimo s prostim očesom. Drug tak pripomoček pa nam omogoča pogled v oddaljene kraje, se pravi, to sta pa teleskopi ali pa daljnogledi. Z daljnogledom gledamo lahko na Zemlji, teleskop pa nam omogoča pogled v vesolje. Zakaj pa ogledala včasih spremenijo videz predmetov? Največkrat uporabljamo ravna zrcala, ki jih imamo doma. Ta pravzaprav videza predmeta ne spremeni. Videz predmeta se pa spremeni, če to ogledalo ni ravno. Lahko je sferično, lahko je ukrivljeno in tako naprej. Tukaj se pa slika popači. Moj najljubši predmet na razstavi je bil indikator barv. Pridi še ti in si izberi svojega.